zato ker če bi iz teh steklenic točil na žličke, to bi padlo dol, pa vuf, ne. In pol smo tiste izlivnike iskala po Washingtonu, vse posod, In, glej, ko je sreča, najdemo 2 izlivnika po celem Washingtonu, točno tista vinska, ko je točno v steklenico pasal. In še tak lep keramičen, veš, tak, prav za na sliko. In sem imel še tisti, in tisti je pa potem tako teklo, veš, da vino kroži, to imajo pač sommelijeji, da vino prevetrijo, ne, da ga oživiš, da ga pomladiš. In smo pol na tisto točili in da to je bil res tak experience, ko je to vino preteklo na tiste žličke in to, ko si videl to ljudi, ko so to gledali, kot da zdaj to bo, ne. Ampak sem imel premalo žličk, seveda, za vse, ne. In sem imel zrihtano, tam je gospa čakala standby. Ja, in smo te žličke hitro menjavali in to so prav bavili, ona jih je pa tam hitro hodila zadnji prat pa nazaj. V glavnem, noben ni vedel, da je bilo kaj narobe. Vsi so mislili, da to je pa noro dobra ideja, a v bistvu je bilo vse narobe, kaj je bilo možno, ne. Ampak na koncu je pa izpadlo fenomenalno in to je bil še Washington Post, to je bila takrat slika, pa Washington Post je big deal tam, ne, v Washingtonu, to je pač ta glavni časnik in vem, da je še bila slika takrat noter, Maja Štamol je bila s svojim oblekam pa moje žličke pa vino je bilo tako v Washington Postu, ja. Tako da, to je bila taka, A je to vino še naprodaj nowadays? Ne, to vino pa ni bilo več naprodaj, veš, kako je bilo to, to je bila spet ena taka, vino je bilo, bom rekel, kar višji cenovni razred, ker ena taka huda zgodba je bila odzadaj in vino se je zelo dobro prodajalo do decembra, recimo, za poslovna darila, drugače pa ne. In nekako, veš, je to vino res, ga ne piješ, ne boš si špricar iz njega naredil ali pa kaj, ker to je bil pač res rumeni muškat, pa s čilijem, ta drugi je bil pa rumeni muškat pa naravna aroma gozdne jagode, tako da en je bil bel, en je bil pa roze, ne. En je bil za njo, en je bil zanj, ne. Taka je bila ideja narejena, oba sta bila res zelo blaga, tako da si lahko oba pil. Ampak ja, ene par let se je dobro prodajalo, ampak spet nekako nismo s tem uspeli priti na tuji trg, tudi ker zahtevno je bilo to steklenico polniti, zato ker ni bilo polnilne linije nikjer pri nas, ker je bila taka visoka pa vitka, pri nas so pa vse polnilne linije bolj ali manj naredile na litrsko flašo, ne. Tako da je bilo tudi kar neki izziv, ampak tudi te izzive, če bi dobil nekega interesenta ali pa investicijo, vse take izzive seveda dajo rešiti, ne, ampak pač nikoli ni prišlo do tega, no, in jaz še vedno hranim ene par teh steklenic doma, ker ipak je v zadnjih kar taka zgodba, ja, no. Spomini. Spomini, tako, ni pa se, bi rekel, da se bi pa poslovno iz tega pa kaj izcimilo. Kaj pa sicer, to sem želela še vprašati, kmetijstvo, delovna sila, interes med Slovenci ali pa med tujci, koliko težko je dobiti delavce? Jaz, ko potujem po svetu, vedno se zgražajo nad sezonskimi delavci in njihovimi okrnjenimi pravicami, ke delajo na kmetijah pri obiranju sadja, zelenjave. Kako je pa pri nas s tem? Koliko težko ali pa lahko je dobiti kader? Jaz še drugače sodelujem, sem partner še v enem drugem podjetju, kjer smo pač trije solastniki, in bom rekel, tam nas je 11 že od samega začetka, ne. Imamo pač, tistih 11 nas je slovenska delovna sila, ampak imamo pa dostikrat povpraševanje zunaj za kako novo delovno mesto in nas je včasih kar malo strah, no, kam tole res pelje, ker nočem biti zdaj negativen preveč, ampak kdo se vse prijavlja na taka dela in s kakšnim načinom prihajajo, in glede na to, da se res bojim, da je to zdaj neka naša nova realnost, so kar se tiče delovne sile, kar negotovi časi, no, zelo negotovi. Imam izkušnje tudi recimo z delovno silo recimo iz Bangladeša, ki so zelo spoštljivi ljudje, prisrčni, prijazni, prijetni, fajn je z njimi delati. Ampak je pa njihova produktivnost, če se primerjamo z nami, nekaj spet čisto druga zgodba, ne. Nižja ali višja? Nižja, seveda nižja, ampak se pa bojim, da je to neka naša nova realnost in dvomim, da zdaj tudi, če bi se ne vem kako, neka ta naša politika zdaj pa čisto drugo smer obrnila, ni zdaj narobe samo za to dotično momentalno politiko, ampak jaz mislim, da mi smo že vsaj 10 ali pa 20 let hodimo čisto napačno, po napačni poti. Ker mi smo imeli zelo dober primer, ne dobre prakse, ampak napačne prakse preko luže, ne. Iz Američanov bi se lahko mi naučili, kaj vse so oni delali narobe zadnja desetletja, 20 ali pa 30 let, ne.
In vse to, kar se je tam delalo narobe, vse se počasi preslikava v Evropo. Kot denimo kaj? To je zdaj veliko stvari, ki bi jih bilo tu za našteti, ampak jaz mislim vse to, da se vse, kar je bilo nekoč nenormalno, da se zdaj pač kar sprejema kot normalno. A Black Friday? Ne, to je ena mala stvar, ampak tudi to razdvajanje, ne, recimo, zdaj smo, sploh zdajle, ko smo v tem zelo, zelo pestrem času, ne, kar je moja čisto taka groba ocena. Slovenci smo postali tako, da se mi zdi, da znamo še stopiti skupaj, ko ne vem, nekdo od Prevcev dobi zlato medaljo, pa ko je Dončić razglašen za MVP-ja, pa ko Roglič spet prifura nek vrhunski uspeh, takrat se še objamemo, pa smo bravo Slovenci, a po drugi strani pa postajamo zelo levi pa desni. Zelo smo tako vedno bolj nekako nastrojeni en proti drugem. Zdaj, če nisi z mano, si proti meni, ne. Nimamo več, ne bom rekel, da ga nimamo več, bom rekel, da imamo vse manj nekega pametnega dialoga, ki bi bil nujno potreben. In vse to v bistvu na koncu koncev nam samim škodi. In tega je, na žalost se mi zdi, da vedno več hodimo po tej poti, no, in to nobenemu ne bo obrodilo prav nič dobrega, ne. In s to delovno silo, recimo sam sem zelo, bom rekel, aktivni športnik že celo življenje, z veseljem treniram, hodim fitnes in tako, ampak gledam mlade pubece, ne, recimo mi, ki smo 40 plus in tako, treniramo, smo še ono old school, si pomagamo, nimamo telefona, ajde, bom, veš, še nek power. Gledaš pa te mlade pubece, vsak je na svojem zicu, gleda noter v telefon, nobene energije, tam so zato, ker pač je moderno, da rečeš, da hodiš fitnes, nič pa ni nekega efekta. To, ko smo mi bili toliko stari, to je čisto druga zgodba. Tako telefonov nismo imeli, recimo, ali pa so bili tu pa tam ga je kdo imel, ne, ampak je bil support, je bil power, je bil tisti so bili ko eno krdelo dedov, veš, ono, dajmo. To zdaj je pa tako, se mi zdi, ko gledam to, kako boš lahko od takega osebka pričakoval res neko samoiniciativno efektivnost v tvojem podjetju. Tako da. Kaj bi Arnold Schwarzenegger rekel na takšen trening? Ja, no, on, ko je treniral 2-krat na dan, recimo, ne. Ne vem, tukaj je, in tudi recimo, ko se pogovarjamo, no, s mojima partnerjema, z Urošem in Rokom, pa rečemo, mi se zdaj pač recimo pogovarjamo še o paletah, ne, pa tako, pa si rečemo, kaj pa če bi pa zdaj mi dobili 3 kontejnerje naročila? Vsega ne moreš narediti iz danes na jutri. Mislim, tako je, da imaš neki deadline, kako ga boš pa naredil? Tako na hitro, pa dobiš neko pogodbo, zdaj imamo pa za 1 leto pogodbo, rabimo takoj 20 novih ljudi zaposliti. Kako? Noben ne ve. Noben ne ve. In bom rekel, danes mogoče imaš malo prednost, ker se lahko tako hitro adaptiraš s stroji pa z avtomatizacijo, ker na koncu danes bojo imeli vsak stroj iz Kitajske, lahko dobiš že v relativno parih tednih, ne, če seveda imaš denar za njega. To ja, ampak tudi to ni vedno rešitev, no, tudi na koncu koncev nekaj rabiš delovno silo, zato pa nas potem takem ne preseneča, da imamo pač seveda toliko več delavcev iz Indije in iz Bangladeša in tega bo itak vedno več, ne. Tako da prej ko slej bomo to normativ tako mogli sprejeti, da pač tu smo, to imamo in to smer gremo. Zdaj pa. Matic, midva bi se lahko pogovarjala do jutri zjutraj, verjetno, ampak format podcasta imam omejen, rečeva, da je to tudi zaradi vseh poslušalk in poslušalcev, da vejo, kaj pričakovati. Jaz ti želim veliko sreče pri tvojem nadaljnjem delu. Želim ti še naprej ta pozitiven pristop, mindset, ki je v bistvu vse, a ne, kar reši v bistvu marsikakšno težavo in veliko veselja pri ustvarjanju novih produktov. Super, hvala, se veselim. Ja, mi je veselje, no, saj ti mora biti. Vsak podjetnik, ki je neko res uspešno zgodbo naredil, je, če ne bi imel veselja v prvi vlogi, tako ne bi mogel nekaj prosperirati, no, ker če gledaš samo skozi denar in vse, katere omejitve te na poti čakajo, tako slej ko prej odnehaš. Moraš imeti v ozadjih prvo ljubezen pa strast za tistega, kaj delaš. To se vedno znova pokaže. Spoštovani vsi ostali, ki ste nas poslušali, ohranite strast, pa se slišimo kmalu.
čez 14 dni. Adijo. Adijo. Hvala za povabilo. Prosim, z veseljem. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.